Živjo in pozdravljeni ponovno na YouTube kanalu Špar Slovenija. Moje ime je Sonja in danes se bomo pogovarjali o okolju bolj prijazni šolski torbi. Poletje je že praktično konec in čas je, da se vrnemo v šolske klopi. Da ne hodim več v šolo, so bile predpriprave na novo šolsko leto meni res zelo všeč. Od izbire torbe do peresnice, kakšne zvezke bom imela, kako jih bom okrasila, v kaj jih bom zavila, izbira barvic, flamastrov in vsega. Res sem uživala v tem postopku. Ampak bolj kot odkrivam trajnostni svet, sem ugotovila, da obstaja ogromno nasvetov za bolj ekologično torbo. Prvi korak ekologičnega razmišljanja je, da uporabimo stvari, ki jih že imamo, oziroma ponovno uporabimo starejše stvari. Se pravi, pregledamo vse potrebščine od prejšnjih let in vidimo, v kakšnem stanju so. Kaj se še da uporabiti? Od barvic ali flomastri še delujejo, pogledamo, če imajo kemična pisala še vedno črnila in tako naprej. Neuporabne stvari zavržemo. Tiste, ki so pa uporabne, pa dobro očistimo in pripravimo na novo šolsko leto. Ko pride do okraševanja in zaščite zvezkov ter učbenikov, je dober nasvet, da uporabite že uporabljen zavijalni papir, kakšne časopise ali pa revije. Tako bo vsak zvezek ali učbenik drugačen in personaliziran na tisto, kar si zares želite. Ali veste, da se Špar izredno trudi spremeniti embalažo svojih izdelkov v okolju bolj prijazno? Začeli so delati spremembe tudi pri šolskih potrebščinah in spremenili plastično embalažo v kartonasto embalažo, ki jo lahko zavržete v zabojnike za papir. In še dodaten nasvet za okolju bolj prijazno malico ali kosilo je to, da prinesete sami od doma. Uporabite posodo za večkratno uporabo, ne pozabite na svoj pribor in na prtiček iz blaga. To bo to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč. Ne pozabite od spodaj v komentarju dodati še vaše nasvete za okolju bolj prijazno šolsko torbo. Hvala za ogled, ne pozabite se naročiti na ta kanal in se gledamo naslednjič. Adijo!